Srečko, prijatelj, vi ste včeraj sodelovali na tej seji, kjer se je obmetavalo z azerbejdžanskimi in pamfleti. Torej, vaš komentar, kako vi vidite te posle od vašega prvaka? Torej, vse tisto, kar je v preteklosti narejeno, je tudi evidentirano z naše strani, saj mislim, da Kosova komisija ima naše formularje v nepremičninskem stanju. Kar je pa bilo rečeno sa strani naših bivših kolegov, pa mislim, da je obžalovanja vredno, zlasti zaradi tega, ker je vse skupaj eno veliko natolcevanje oziroma neresnično navajanje dejstev. Jaz sam sem imel hišo že dosti prej, preden sem bil poslanec, vse skupaj tudi vzorno prijavil pri Kosovi komisiji, kar je priverljivo. Nekateri pa nimajo niti enega dneva delovne dobe, kupili so v tem mandatu že 2 avtomobila, mislim na gospoda Boštjana Zagorca in seveda eno novo hišo. Vmes pa še zelo radi posegajo po laškem pivu, tako da v razmislek, kdo komu kaj lahko očita. Mislim pa, da je neumestno, da se z takimi informacijami razmetava v javnosti, ker dejstvo je, da izrečena laž je težko oprana tudi z cisterno čiste vode. Vem pa, da dejstva bodo pokazala svoje. Torej, naj se predvsem tisti, ki to govorijo, zamislijo nad tem, kako lahko ob nezaposleni ženi, ob tem, da nimajo niti dneva delovne dobe, kupijo 2 nova avtomobila in si privoščijo novo hišo. To je seveda v razmislek tudi gospodu Kosu, da malo razišče to problematiko. Nekateri zopet vozijo nove BMW-je, imajo delnice na tako imenovanih blagovnih borzah, ki so out of control iz Slovenije, pač ni možno kontrolirati to, kdo kaj ima in hodijo po denarju oziroma svoje dividende v tujino. In zopet tretje gospodične, ki tudi nimajo nič delovne dobe, kar lepo uživajo svoj status z nepremičninami in pa seveda z ostalimi dobrinami, ki jih imajo pokazati na skrivnih računih, tako da o tem, kdo ima kaj, transparentno se lahko preveri. Za konec na kratko, vi podpirate ukinitev Kosove komisije? Ukinitev Kosove komisije, mi smo že povedali v preteklosti, da Kosova komisija s takimi pooblastili, kot jih ima, je v bistvu sama sebi v namen. Mi bi želeli, da imamo komisijo, ki bi imela večje pristojnosti, ki bi imela dejansko tudi večja pooblastila, ki bi v svojem sestavu in v svojem delu imela pravico in možnost tudi do uvedbe sodnega postopka, raziskave teh kršitev, ne da je samo predlagateljica oziroma da samo podaja kazenske ovadbe. In seveda želeli bi, da ta komisija, ki bi resnično morala odkrivati korupcijo, da se v bistvu tudi v državi upošteva. To pa skozi zgodovino samostojne Slovenije ravno ni odlika te države. Imamo mnogo teh novodobnih tajkunov, za katere nihče ne vpraša, odkot jim izvor premoženja. Tako da Kosova komisija, taka kot je, seveda je sama sebi v namen, želimo pa, da bi bila komisija, ki bi res imela polno pooblastila.